Kako za hudiča pol to ni ta prav Defender? Tole še porihtam, pa gremo po mijen krog, prav, zato ker vreme je ta prav, avto pa še ba. Ikona v popolnoma novi preobleki, pretežno digitalizirani in tokrat z zračnim vzmetenjem, nad čemer se zmrdujejo predvsem puristi. Razumem na nek način, po drugi strani pa ne. Ok, pojmo. Telefon. Drugač pa ta vlog bo razdeljen na dva dela. Prvi del posnamem tukaj v bližini svojega doma, kjer se razgovorimo o nekih splošnih lastnostih avtomobila. Zaključili bomo pa v AMZS centru varne vožnje na Vranskem na njihovem offroad poligonu. Če ne drugega, vsaj megle ni, ja? Zdaj, preden se Defenderju posvetim, bi rad besedo ali pa dve namenu, predvsem konstantnemu kregu ali pa nestrinjanju na netu, da ta nov Defender pa že ni ta prav Defender. Stop. Kako to misliš, da ni ta prav Defender? A zato, ker je predrag? A ni bil že doprejšen ful drag? A zato, ker ni dovolj robusten? A ja? Kako pa veš, da ni dovolj robusten? A zato, ker ima zračno vzmetenje namesto klasičnega? Ok, ta zadnja je zrela za orang debato, se strinjam. Ampak trditi, da je avto, v katerega so Britanci vložili tolikega truda, so naredili več kot 1,5 milijona testnih kilometrih, pri temperaturah od -40 do +50 in ga na teren pripravili orang, kako za hudiča pol to ni ta prav Defender? A mi lahko kdo razloži? Mislim, takole, ko ga pogledam, oprav stari, no, ampak vse zgleda precej robusten. Pa ga sploh še dvignil nisem. Ga ima v luft vrgel pol na Vranskem, prav. Pa verjamem, da ko prije do dizajna, da ni po okusu vsadzga. Logično. Stari, sej iskreno, ne? Kdaj je pa še prišla nova generacija avtomobila ven, pa ko si jo začel gledati z vseh kotov, recimo od spodi in od zadaj, kot to delamo zdajle, pa so bili vsi takoj fani. To se še ni zgodilo. Pa dajmo ostati za začetek kar pri dizajnu. Se na nek način razumem, ko prijemo do zadnjih luči, ki so mimogrede, kar se mene tiče, noro lep detajl, verjamem, da tudi ni najcenejši, ki je treba kaj razbiti. Po drugi strani so pa luči lepo skrite, pa potopljene v karoserijo, to tudi drži. Pa treba je priznati, da ta nov Defender na marsikakšen način ne samo da spominja, ampak praktično kopira izvirnika. Mislim, da poglej zadnji del karoserije. Avto je praktično naravnost dol odsekan, da ne govorim o bokih, zelo podobni tistmu, kar je ponudil predhodnik. Se strinjamo? Tudi pri barvnem kombiniranju bela streha, druga barva karoserije, bi se dal najti kakšno vzporednico s prvim Defenderjem, mimogrede. Kako dobro tole zgleda? Ha? Je pa res, da zgleda, ker je to en ogromen oken, pa v resnici čist majhen. Pa ne sem to tudi deljenje na dva dela, vidiš, pa tudi velikost samega okenca, tole koliko 7 cm pa pol, pa dajmo reči 20 v dolžino, ali pa mogoče 23. Zagotovo mu da pa to tudi en poseben feeling, ko se strinjamo. Pa prijemo pol do kufra, malo pozneje, tudi tukaj imam veliko za povedati. Pa potem prijemo do sprednjega dela, ki je že sam po sebi zelo markanten. Naj se seveda vsak posameznik odloči, a mu je dizajn tega novega Defenderja takole na prvo žogo všeč ali ne. Jaz, če sem čisto iskren, mi je avto vsem malo bolj všeč od zadaj kot spredi. Ne vem, se mi zdi, da mi nos ne potegne najbolj, ampak moram pa priznati, da je... Kaj je ta prava beseda, no? Impozanten, ne, to ni. Ogromen, je velik. Mislim, ko ga dvigneš, je haba men do jošk. Impresiven, ne. Kaj že, no? Se sem že imel, veš, pa sem zdaj pozabil. Ma ne spomnim se, v glavnem en tak avtomobilski Goliat mi deluje. Goliat deluje! Pol prijemo pa seveda še do haube, ogromen napis Defender, tako kot mora biti, predvsem pa tole ni kovina, je plastika, ampak vzorc je pa tak, da se da po njej hoditi. Pa sem rekel, prijatelj, ti veš, da bom šel gor, pa rekel, čakaj, noš malo prej preveril, a se to da ali ne. Da star prost, to je Defender. Jaz ne bom nič gledal prospekte, a se da. Če tam le zgleda, da se da gor stati, pa menda so poskrbeli, da Defender zdrži enega 100-kilskega deca tam na vogalu. A? Ej, zgleda, da se da! Ok, gremo naprej. Dobar, toliko na hitrico v sami obliki, jaz mislim, da je cajt, da gremo v kabino.
A veš, kako je v kabini? Ta prvi feeling, ampak res čisto prvi, ki ga dobiš, je mater avto zgleda robusten, ampak nekaj je drugače. Pa s tem ne mislim, nekaj je drugače v primerjavi s prejšnjim, ker če to primerjavo delaš, mislim, pol je vse tako drugače, da ga niti ne prepoznaš. Ampak takoj ti je pa jasno, da gre za en zelo zanimiv, svojevrsten miks sodobnega pristopa, ki smo ga že vajeni iz drugih Land Roverjev, ki se zelo dobro meša z neke vrste vice, da je kar na hartno, vice, da je narejen za to, da se voz tudi po terenu. Konec koncev, poglej, to je sovozniški sedež, sovoznik se ima kam zaparjeti, ko gre za res. Vidiš to? Ampak je hecen, ko pa pošlataš, rečeš, kako lepo mehak material. Jasno je, da želi ustrezati obem svetomom, torej tistim voznikom, ki ga bodo kupili samo zato, da bojo z njim frajarili, ali bojo pa veliko večino časa, če ne kar skozi, pretežno v mestu. No in hotel sem pokazati, mimogrede, lušten detajl, pa ogromna polica pred sovoznikom, vidiš? Hotel sem pokazati vrata. Kaj ti najprej pade v oči? Mislim, poleg nekega splošnega dizajna, ki pač je takšen, kot je, pa dveh velikih zvočnikov od Meridiana. Ja, šraufi stari, a ne da? Odkritih šraufov, ki jih vidiš, mislim, sem na vratih jih je 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Enako velja za zadnja vrata, pa tudi tukaj na sredinskem grebenu. Land Rover s tem želi poudariti namenskost tega avtomobila, robustnost. A ni hecen, kam smo prišli, ne? Prišli smo do točke, ker nam je všeč to, da se vidi, na kakšen način je avto skupaj sestavljen. Lej, ti še na grebenu pokažem. Lej, približno takole izgleda, tudi tukaj imamo odkrite šrafe, predvsem pa, če si zdaj že ogledujemo tole armaturno ploščo, pa sredinski greben. Poglej, tukaj spodaj je en ogromen odlagališče. Tudi dostopnost tega predala spodaj je še kar dobra, čeprav malo nepraktično, da segaš toliko globoko, pol klasika, 2 cup holderja, pa še eno manjše odlagališče, v tem primeru z ključ avtomobila, pa ključ od moje pisarne. Imamo pa tukaj en večji predal, ki je ohlajen oziroma klimatiziran. Vidiš tukaj gumbek. Pa zdaj sem ravnokar ugotovil, da če je odprt, lahko služi tudi kot dodatna polička oziroma odlagališče. Fajn, dobra fora. A vidiš takole sprot, ko snemaš, še kakšno stvar najdeš. A ni to najlepš? In takih detajlov, ki so tako ali pa drugače prilagojeni voznikom takšnega avtomobila, je ogromen. Pa tudi prestavna ročka je mogoče po obliki malo nenavadna, ampak je pa nameščena zelo blizu volana, kar pomeni, da ima voznik vedno zares na dosegu roke. Tudi rokovati z njo je zelo preprosto, pa imaš pa tukaj nek osnoven set stikal, ki so namenjena med drugim tudi upravljanju s klimatsko napravo, ampak imajo pa dvojno funkcijo. Veš, če jaz pritisnem tole tipko, številka zgine in zdaj lahko s tem vrtljivim stikalom nastavljam vozne programe. Pa pojdimo kar po vrst. Ta prvo je Eco, naslednji je Comfort, sledimo Grass, Gravel, Snow, Mudrat, Sand, Rock Crawl, to se pravi za po velikih skalah, puščave pa te fore, Wade, aha! A veš, ta program je bil pa ustvarjen oziroma je namenjen predvsem prečenju globih ali pa znatnejših vodnih ovir. Pa sem hotel o tem govoriti na Vranskem. Če gledamo serijske avtomobile, ne pa tiste šnorkli na vrhu, ne, pa veš, da ni omejitev. Na prva generacija je uradno lahko prečila vodo globoko do pol metra. Pri tem avtomobilu pa vse skupaj malo drugače. Zato, ko v seriji lahko preč vodo globoko 90 cm. A ja, pa da ne pozabim, ne, Defender bi bil bolj švog Defender, če ne bi imel tudi reduktorja. Klop se ga s pritiskom na to tipko. Drugače pa pri kabini še ena stvar všeč. Zaslon, ki je namenjen upravljanju in spremljanju ključnih informacij v povezavi z avtomobilom, tudi tistimi, ki ti razlagajo v vsakem trenutku v živo, kaj se dogaja oziroma kako so obremenjena vsa kolesa, vsako posebej. Veš, všeč mi je, prav osvežilno je, da je prišel ven en čist nov avto, pa da zaslon ni ogromen. Je pravzaprav tak zelo eleganten, razmeroma ozek, pa vse na njem dobiš čisto vse informacije, ki bi jih kadarkoli nosil. Pa kabina je zelo prostorna, deluje zračno. Zakaj? Ker je veliko steklenih površin, čeprav so stranska okna, pa predvsem vetrobransko, razmeroma ozka. Imamo pa ogromno strešno okno, pa tisti dve mali tam zadaj in svetlobe v tej kabini je veliko. Tudi zato se voznik pa potniki počutijo dobro. Gremo še na ene par detajlov, ker začetek odlagališč v tej kabini je ogromen, kjerkoli so najdel vsaj malo prostora, da bi nekaj dal, so dal. Poglej. Mislim, veš, da je dobro izkoriščena zadeva, če so dal še sem en predalček, pa veš, kaj so še enega skrili? Ja, zadnji, za umestnik. Vidiš? Pa dajmo se na hitro posvetiti še volanu. Lej, zgleda precej robusten in tudi, ko ga začneš šlatati, dobiš tak občutek. Všeč mi je, da je tale plastika, mislim, da je plastika, daje občutek kovine. Vedno je hladnejša od vseh ostalih delov volana in to ti da tudi nek tak poseben feeling, ko ga šlataš. V glavnem, občutek je dober, ko ga šlataš. Pa mogoče še en detalj povezan s terensko vožnjo, ki mi je ful všeč. Ja, ta avto je zelo fin, ampak če ga boš pa fejst v kabini umazal, oziroma boš to nameraval narediti, boš ti tepihe že pred vožnjo ven dal
In potem te tukaj sreča en tak zelo robusten poden, vse skupaj je pa zaprt, trda plastika. A veš, zakaj je pa zaprt? Ja, stari, če imaš kupenega blata noter, ti kar mirno vlet s šlaufom, pa tole spuci tako, da bo res dober, pa čisto. Zdaj grem pa stav, da je tudi kakšen navdušenc, ki vosta starega rekel, moram priznati, to je pa vsem kar v redu. Mimogrede, povsem enako velja tudi za drugo vrsto. Vidiš? Tudi tukaj v drugi vrsti je prostora ogromen za noge, za glavo, za krčeš tega sredinskega zaslona, sploh še odprl nisem, klasika, 2 cup holderja. Sedeži so zelo udobni, prostora recimo za stopala ni na pretek, to moram priznati. Je pa v primeru testnega avtomobila klimatska naprava 4-conska, kar pomeni, da si lahko tudi potniki druge vrste vse skupaj nastavljajo, pa imamo tukaj še različne nastavke oziroma izhode za štrom, vidiš? Da ne govorim o tem, kaj je tukaj le skrit, ja vidiš? Enač, zdaj prije na vrsta pa tudi kufer počas, ne? Evo, poglej, vrata so zelo težka, tudi zaradi rezervnega kolesa, so hidravlično podprta. Tudi tukaj najdemo napis Defender, materiali so trdi, robustni, trpežni. Tukaj noter se recimo skriva tale trikotnik, pa tudi v zadnjih vratih najdemo eno odlagališče, fajn stvar. No evo, tole je pa potem kufer. Že v osnovi je ogromen. Poglej, kakšna luknja, če butnemo dol zice, dobimo za 2,4 kubika prostora. Tukaj na vogalu imamo par stikal za prilagajanje višine zadka, če hočeš imeti malo nižjega, da kakšno stvar notno ložiš, predvsem pa tukaj le, čakaj, a imamo slučajno kljuko? A ne, to je lučka, a imamo kljuko? Pritisnem. Lej, takole vam prije, vidiš? Evo jo. Pa ko smo že pri kufru, izredno trda, robustna plastika, ki bo znala prenesti kakšen tovor. Posebej mi je všeč, da so to zadevo aplicirali tudi na hrbtišča sprednjih sedežev, ker če boš ti zadevo podaril, bodo postali del dna in so tudi ti pripravljeni na orang tovor. Ok, zdaj na vrsti pa motor, pa smo počasi na Vransko premaknili. Pri motorju je za začetek ena stvar jasna, ne? Tudi kolegi novinarji, ki so ta avto testirali pred mano, so se zelo potrudili, da so ga tudi umazali. Je pa v osnovi tako, da pod tem umazanim plastičnim pokrovom je 2-litrski dizel, v tem primeru 177 kW oziroma 240 konji. Pri porabi, tako kot ponovadi, tim dal čist neuporaben podatek, pri meni je šlo od 9,5 do 11,7. No pa tukaj prijemo tudi do prve manjše zamere, za katero verjamem, da ni del vsakega Defenderja, ampak v tem primeru je res malo smotan. Jaz sem zdaj odprl pokrov motorja, zdaj bi ga pa rad zaprl, ne? In ne glede na to, koliko orang ga bom dol čiščil, pa po njem toliko ga ne bom mogel zapreti. A veš, zakaj ne? A veš, kad ti zagrabaš tale vzvod, da boš lahko odprl havbo, ne? Narediš tole. Pak ponovati je tako, da to potegneš, pa pade nazaj noter. Pa lahko havbo zapreš. Tukaj pa potegneš, pa ostane gor. Če boš dal v tem položaju, ko prideš, pa odpreš havbo, nareče tole. Drugač boš tamle loputu zmešan, pa se ne bo nič zgodilo. Pa ko pride do običajne vožnje po cesti, volan je zelo lahkoten, nimaš občutka, da voziš tako velik avto. Ok, jaz mislim, da smo golo osnovo, ko pride do detajlov, do prostora, do uporabnosti pokril. Dajmo tole zgodbo nadaljevati na Vranskem. Mimogrede, še en razlog je, zakaj sem prišel na Vransko. Vidiš avtomobila na desni? A veš, hec je v tem, da ste vi, torej sledilci, bralci, gledalci medijev, ki sodelujemo pri izboru za slovenski avto leta kot žirantje, odločili, kateri avti se bodo uvrstili v finale. In to so avtomobili, ki jih vidiš za mano, torej Renault Captur, Volkswagen Golf, potem imamo Škodo Octavio, v tem trenutku se bom jim pripeljal Hyundai Tucson, ki je že slalomera, evo ga. Potem imamo pa tamle še zadnjega finalista, to je pa Peugeot 2008. Načeloma smo avtomobilski novinarji, te avtomobile vse že peljali, že spoznali, ampak v osnovi se te ne more zgoditi nič božjega kot to, da lahko znanje obnoviš, da bomo potem vsak medij posebej stali za svojo odločitvijo, ko bo treba dati točke. Je pa vozna dinamika samo eden izmed primerov testiranja teh avtomobilov. V tem primeru si recimo videl, kako je Škoda Octavia odpeljala losov test. Ko mi čakam, da se prvič usedemo ta novega Tucsona, s tem avtom je pa res ferbac matra in s tem avtom se bom tudi dlje časa družil, da bom poznal obdati neko kredibilno oceno, za katero bom stal. Evo ga. Prvi kilometri s Tucsonom, pa da spustim GTI-ja naprej. Takole na hitrcu moram priznati, da je res impresiven, ne samo zaradi oblike, ker če pogledaš sprednji del, ne, vidiš, kako je, mislim, agresiven. Kabina pa, moram reči, da volan res gleda malo nenavadno, ampak zelo lepo sede v roko, digitalna instrumentna plošča. Hyundai. Mislim, da ste naredili kar lušten avto, no? Res? Pa sredinska konzola z velike nepijano plastike, pa ogromen enimi funkcijami. Ok, to je to, kar se tiče izbora za slovenski avto leta. Zdaj pa nadaljujemo z Land Roverjem. Sorry, še malo boste mogli počakati, ker Škode Octavie RS nove še nisem peljal, zdaj pa v njej sedim, tako da dajmo pogledati. Tale zvok, ki je umetno speljan v kabino s pomočjo zvočnikov, mi ni všeč, preveč je tak sintetičen, umeten, no. Ampak mene pa zanima, kako se ta avto obnaša, ko pride do ovinkov.
Škoda. Prijetno presenečen, zelo kompakten feeling, sicer se je zelo veliko nagibala, ampak se podvozje zatem, ko ga razburaš, zelo hitro umiri. Pa tudi, ko pride do začetnega nagiba, ne glede na radio vinka, zelo progresivno čutiš, ko pride ta nagib. Ne? Ni zdaj kar naenkrat, da visiš levo, visiš desno, pa da se nič ne da narediti. Fajn. Pa še nekaj, ne? Dobra fora mi je black on black fora. Vidiš črne črke Škoda, IV s črnimi, dobro. Tukaj pa že mora biti malo rdeče, a ne? No, tako, zdaj pa preden pade noč, jaz sem najprej za probo naredil par krogov po telem off-road poligonu in je čas, da se lotimo osnov tistih, ki temu avtomobilu omogočajo tudi to, da zna biti dober plezalec. In zdaj ta prva stvar, na kakšen način ta nov Defender prav zares zelo odstopa od tega, kar je ponujal prejšnji, ko pride do gole osnove. Lej, stari, ta prejšnji Defender je bil star kot zemlja. To pomeni, da si imel najprej šasijo, na katero si obesil podvozje, pa si pa na njo ruknil še karoserijo. Pri ta novem je valjda vse drugačne. Za začetek karoserija je aluminijasta, samonosna, kolesa so posamično vpeta. In podatek, za katerega bi bilo še posebej dobro, da si ga zapomniš, je pa to, da je njegovo ogrodje, arhitektura, čist nova stvar mimogrede, kar 3-krat bolj trdna od česarkoli Land Rover v tem trenutku sploh ponuja. To se pravi, ni SUV-ja, ki bi ga ta znamka v tem trenutku proizvajala, katerega ogrodje bi bilo čvrstejše. 3-krat star, ne 2-krat, 3-krat. Naslednja stvar, vzmetenje. To je zdaj moment, ko se začnemo kregati, ne? Prejšnji Defender, klasika, ta nov zračno vzmetenje. Velika razlika. No, ko prijemo pa do vzmetenja, do korigiranja celotnega podvozja, ko prije do terena, se ta avto naslanja za začetek na Terrain Response 2 in zadeva preverja tla pod avtomobilom 500krat v sekundi. Za začetek to. Ob tem pa seveda prihaja do konstantnega prilagajanja štirikolesnega pogona glede na program, ki ga imaš zbran. In pogon mimogrede je že sam od sebe zelo pameten. Vektorsko uravnava navor, ko gre iz enega na drugega kolo oziroma z eno na drugo os, plus še levo-desno, logično. Seveda pa to sem pokazal že prej, lahko izkoristiš tudi reduktor, na koncu pa še špere, ne? Zdaj pa takole je. Nima treh, eno spredi, eno na sredini, pa eno zadnji. Koliko mogoče kakšen tekmec. A veš, manjka mu tista spredi. Pri Land Roverju so se odločili, da bodo sprednji diferencial nadomestili s korigiranjem elektronke. In ravno prejle so se z Juretom pogovarjali o tej elektronki, ne? In je rekel, poslušaj, jaz pa ravno zato dvomam v to, da bi ta avto znal biti res sposobno ekspedicijsko vozilo, ki bi mogel v enem šusu nekaj ur zapored premagovati hude prepreke in se ob tem, predvsem na sprednji osi, zanašati predvsem na elektronko. To je zdaj pomislek, ki ga ima Jure. Na ta vprašanje pa odgovoril izključno samo človek, ki se bo s takim avtom zares podal na kakšen res hud, pa dolg, intenziven off-road. Jaz pa danes tukaj tudi približno ne. Zdaj z zaporami diferencialov je pa tako. Običajno so lastniki hard terenskih vozil vajeni, da jih vklapljajo, ponovadi z ročico, ali pa izklapljajo po svoji potrebi. Pri tem avtomobilu pa to ne gre tako. Land Rover se je odločil, da bo vse skupaj uravnavala elektronka. To se pravi, glede na izbran vozni program, glede na situacijo, v kateri se avto in njegovo podvozje nahaja, se bo avto sam odločil, kdaj odpira, kdaj zapira na sredini in zadnji. In zdaj govorimo o zelo delikatni temi. Se nisem hotel zanesti samo na svoje izkušnje, ampak sem šel narediti en tak orang research s testnimi avtomobili novinarski, se je naredil tudi par ekspedicij, ena celo skozi Afriko. In presenetil me je komentar enega novinarja, ki je s tem avtomobilom naredil par tažnih kilometrov in je izpostavil dejstvo, da vklapljanje, izklapljanje, odpiranje, zapiranje diffov poteka pravzaprav zelo hitro in da nekih hudih pomanjkljivosti ob tem ni opazil, predvsem pa, da je bil avto sposoben premagati marsikaj. Pa se dajmo, preden zaključimo s tem off-roadom, lotiti še par čist osnovnih stvari. Poglej, v tem trenutku je nastavljen na najvišjo stopno, ko pride do oddaljenosti od tal. In to je šlo 30 cm, oziroma od ene skrajne točke do druge je razlike za kar 14 cm. Pa računi. Je pa tako, da v primeru stotke vstopni kot v strmino je 38 stopinj, izstopni 40, prevojni, to se pravi, čez kakšen kucel greš lahko, je pa 28. V primeru takratkega, logično zaradi krajše medosne razdalje, je tam malo večji, 31. Pa še dva ekspedicijsko precej zanimiva podatka, vleče lahko do 3,5 tone, nosilnost je pa 900 kg. Konec koncev, že sam streho lahko obremeniš s 300 kg. To je kar orang podatek, ne. Ne moraš reči, da ni, ker vem, da je. Če je resno. A ja, pa da ne pozabim še cene za takratkega, to se pravi 90-ko, švoh 62 jurjev, za osnovnega, ta dolgega, pa švoh 69 jurjev. A koliko tale košta te zanima? Koliko misliš? Ti povem. Švoh 100 jurjev. Moram pa reči, da sem s tem avtomobilom zelo užival. Konec koncev, če pozabim vse, kar sem zvedel o tem avtomobilu, ko sem testiral, si bom zapomnil eno stvar. A veš, kjero? Ko sem vzmetenje nastavil na najvišjo pozicijo, pa sem se pelil po cesti, pa se je nasprot pripeljala ena Kia Sorento. Stari, jaz sem v feeling, da sem jim pele, ne vem, Lotus Elise. Res si visoko nad vsemi. Pa mogoče za zaključek samo še ena stvar. Tudi kot daily driver
udobje, komfort, ki ga kabina ponuja. In enako velja tudi za podvozje, je, mislim, ne samo, da je neprimerljivo s tistim, kar je bilo prej, ne, je generalno gledano na zelo visoki ravni. To je pa kar oren kompliment, glede na to, da Defender ostaja kar oren terenc. To je to. Zdaj pa res dosti za danes. Ajde.